Zije, ti snemaš? Ja, jaz že snimam, jaz že na polno snimam. Ok, pa rečeva, da Aljo, da odštej Mirovo, Galejo Mirovo pa začela. Dum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Da se pa reži, pizda. Tega ne bomo posinkali nikoli. Dej, dom. Da zbot. 1, 2, 3, 4, 5, če smešni bi. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dobre. Ajde. A smo se ujeli, vse približen. Ja, sej rabim samo 2 do 3. Sej pa Okay. to so taki lepi hribčki pa dolince, Jih najdeš. jih najdem. Intro bo Ja, Aljo povedal. ja. Intro. Povej, Aljo, povej. A kar intro, ali bomo kar pičili, direktno ga. Jaz sem mislil, da bo to 1, 2, 3, da bo to notar v... Ja, sem mislil, imaš to, ja, se to lahko štarte. Se smo mi tak sam za zdravo reči. Ne, zdaj je drugače zdaj- obrnen. A lahko si kaj dodam? Ja, se Pa to. vsi, ja, pa kvaj ste maljo tam pizda, ja. Vse sem prebral, sem tisto, kar je pisal. Scenarij. Aha. Če v scenariju je še zapisan. Lej, še zmeraj probavamo ta kratek intro, pa še zmeraj ugotavljamo, da je predolg. Tako da, mislim, ne vem. Ne, pa se je bil v redu. Jaz manj kot zdravo težko rečem. Ne, pa se pol imaš tudi. Kasneje imaš tudi spodi. A ja, pol tudi. Poveš Aljo, pa še kaj Ok. drugega. Imamo še stvari, no. Da ni, ali ni, Nekaj, come Aljo. on, no. Come on. Ali lahko zdaj začnemo, a že rekel ta zdravo? Čakam, jaz tudi. Zdravo. Opravičujemo se za vse nevšečnosti. Je podcast o štoparskem vodniku po galaksiji. Podcast podpirate podporniki na Patreonu in Paypalu in če bi nas radi podprli tudi vi, nas lahko obiščete na hvalazavseribe.si. Če imate radi odlična kraft piva, obiščite pelicon.bir in uporabite kodo brez panike za 10% popust in tudi tako podprete naš podcast. Na družbenih omrežjih, zamrežjih smo povsod. Na Afna upravičujemo vse. Mi trije pa smo. Aljo? Peli, In zi. ali zdaj pa povej v prejšnji epizodi, To imaš ti čez. A samo v prejšnji epizodi ali v vsej Pač pa prejšnji za epizodi? Ne, pa se nimamo časa. Ne, nimamo časa. Ker ta je dolga, V prejšnji epizodi je Artur in Marvin sta srečala enega starejšega gospoda, ki je bil zelo, zelo prijazen, tak, ki bi se mu dal paziti. Zdaj pa sprašujem, zakaj bi se mu dal paziti. Ampak nadaljuj. Dober je, Nadaljuj, povej. Kar Ja, povej. no, tako. Ja, In ja. ta gospod je pač si pridobil tudi Arturjevo zaupanje, ne? ker pač je v tem, da si sem res pizda. Ja. Veš, to pa nismo rekli prejšnji teden. Ja, res Da bi je. se on šel z njim v avto. Ja, sem res, neznancem. Ja, V bistvu, Ne, ja. z neznancem. Z znancem na Pač neznanem res. planetu. Mislim, Vse to. Tako da, Ja, pizda. Zdaj, ali Arturja mama ni nič naučila? ne, očitno ne. Ali so bili pa včasih bolj Ali je pa- zaupljivi? Ali je pa tale gospod res gledal Zaupljiv, zaupanja Lej, vreden? ne? ti Ne, a so bili pa drugi cajti, veš. kar je tudi možno, po ne. knjigi si se dal, bi rekel, da bi se pazil z njim. Mislim, da bi se pustil paziti. Ne? Tako da, lej, si bil zaupljiv. Ne? Ja, valjda, ja, mislim, Veš. nič ni izgledalo narobe. No. Ja, mislim, ja. Lej, jaz si tip ga je imel predstavljam zgleda tako. vse pod kontrolo. Ja, ja. Ja, Tudi kar je bil opisan, je Ja. bi mu kar verjel, ne. Ja, a veš. mislim, meni zgleda tako, tako kot sem si ga predstavljal zdaj. Ne vem, kako sem si ga takrat, ampak ko sem bral ta prvič. Ampak zdaj se mi zdi tako mešanica med Sean Connerjem in Georgeom Clooneyjem. Tak prijazen. Ali pa Ian McKellanom, a veš. Gandalf Ja, the Grey okej, ja, ta- moment, a veš, ta. Ja, sej to meni se glih to, da zdi, da je Gandalf the White, da je Ja, ta varianta. no, ja. Da je, pa sam da je bolj miren, da ni nič. Ne, Ja, dobro, samo tudi, kar razlaga, dokler ne reče, you shall not pass, je miren, on več ali manj cajta. No, sej, ja, tako, Ja. brez you shall not pass. Ja, to. ja, ja, ja. Ja, tako. Brez Samo ta- razpizot momenta. Ja, Ne. ja,
Ja, to je bilo to, ja, približno. No, tako in sta šla, in pol je bil valjda pečina obešalnik, kot ponovadi. In ste šla. Ja. A to je zdaj, kaj Pipi in Milhija. Tako. Pa ljudi, mislim, zdaj... In odpustila sta domov. Tako? Ne, mi dva odhojsala zdaj domov. Ja, mi ne moramo odhojsati. Samo morate paziti. Odhojsati morava domov. Zdaj bomo tako rekli, danes je bo malo drugače, ker bomo Dunijo vprašali. Zdaj sem že povedal, da je Dunja. Se pravi, Dunja Fabijan, astrofizičarka in tudi docentka na fakulteti za matematiko in fiziko. Ima pa tudi podcast Temna stran Lune, so ustvarjata Maruša in Dunja. Sam zdaj, kako se bo Maruša piše, pa ne vem, ampak vem pa, da je v Avstraliji, tako da živijo tudi Maruši. Ja, kje smo bili, kaj hočemo Dunijo vprašati? Ne, rekli smo, da bi jo mogli s temi usporednimi. Usporedno vesolje pa žuri. Aha. To. Ja, kar se nas tiče. Ja, ja, imaš prav. Živijo. Torej, najprej odgovor glede usporednih vesolij. Bolj kot obstoj usporednih vesolij lahko zatrdim, da obstajajo hipoteze o mnogoterih vesoljih. Ponavadi označimo za vesolje tisto območje, ki ga lahko opazujemo, in to je mehurček, ki ima pomer približno 46 milijard svetlobnih let. Če pa je prostor neskončen, bi lahko obstajala še druga usporedna vesolja, kjer vladajo isti fizikalni zakoni kot v našem vesolju, le začetni pogoji nastanka so nekoliko različni. Drug primer mnogoterih vesolij je povezan s teorijo strun in s posebno vrsto inflacije, pospešeno širitvijo vesolja, ki bi se sicer zaključila v vesolju, ki ga poznamo. Izven našega pa bi se lahko nadaljevala in se v nekaterih območjih ravno tako zaključila in ustvarila drugo vesolje, nek drug mehurček. Zato ji pravijo teorija mehurčkastega vesolja. V vsakem izmed teh mehurčkov pa ne bi nujno prišlo do nastanka zvezd ali planetov ali sploh življenja. Še ena hipoteza pa izhaja iz kvantne fizike in po njej naj bi se ob vsaki naši odločitvi realnost razcepila na dva usporedna svetova, kot ste razpravljali med drugim tudi v eni izmed prejšnjih epizod. Kot je zatrdil Carl Sagan, znan popularizator astronomije, extraordinary claims require extraordinary evidence, in teh končnih in neizpodbitnih dokazov o obstoju mnogoterih vesolij pa še nismo našli. Kar se fizikov, fizičark in žurov tiče, pa bi rekla, da lahko hipotetično torej zatrdimo, da boste v enem izmed teh usporednih vesolij na žurih gotovo srečali in spoznali veliko fizikov in fizičark. Prepuščam vam, da odkrijete, če je to v tem vesolju, v katerem ste me povabili v podcast. Hvala za tole razlago o paralelnih vesoljih in o žurkah. Zdaj pa mi naprej. Hvala, res. Okay, zdaj smo izdali, kdo bo povedal citat, ampak še nismo tam. Dajmo se mi posvetiti končno 23. poglavju. No, dajmo. 23. poglavje pač govori o pomembnem... Začne se isto, ne? To. Mislim, da stvari niso vedno tako, tisto, kar so videti, ne? Točno res. V bistvu je tako kot Twin Peaks, ne? To pa je bilo Blast from the Past, ampak da nadaljuj. Kaj, Laura Parvel before and after? A si videl meme? Sovi niso to, kar so videti, ne? Ja, to je res, ne spomnim se. Ne spomniš se. No, ampak tisti, ki so to gledali, se bojo spomnili, ne? Ja. The owls are not what they seem. Ja. Mislim, nič ni tako, kot ne. Nič ni tako, kot se zdi, ne. Damn good coffee. Pa to, da smo skozi, vsakeč, ko je bilo, ti si bil edini dan v tednu, ko smo šli ta pravcaj dam, ko je bilo, ne vem, v poletni noči ob 10. Ampak ti smo res gledali, ne. Ja, vidiš, to, ki je bilo pomankanje programa, ki te je res... si gledal res vse tisto, kar je bilo na televiziji. Ja, pa to je bilo samo enkrat na teden, kar je bilo cool. Ja, pa nisem mogel nič posnet, pa to že bom pol pogledal, pa veš, a zgledal. Nisem imel videorekordere, sam pač nismo imeli, pa večina frendov ga ni bilo, ni imel, pa pol smo pač, Twin Peaks, čao, gremo, adijo. Pa kdo, a veš, imaš frej kaseto ali nimaš frej kaseto, veš, zdaj fotopornič je presnel, pa take neumni. A veš, da te v obesu za jajca pije. Ja, ali pa se je od CKZKU. Ali pa se, dobro. Ne, to ni bilo. Ne vem, kdo je snemal. On oporniči, ja, tisti, kar je ziriko, tisti je bilo mirodajno, ne. Joj. To smo mi še gledali, a veš, da smo to gledali pri mojemu bratrancu, ki je bil res fotor, je bil res tak, mislim, je imel pokrit ta teren, ne. Ja. Je bil fan, se temu reče, ne?
Fan je bil, ja, že v tistih časih. Srca pri stvari. Že v tistih časih in mi smo to gledali še na projektorju. Tok fan ali kaj? Ja, in veš, kako je bilo to? Pa, recimo, na videokaseti si zapomnil, ne, na kateri minuti si štartal, pa na kateri minuti si nehal, ne, pa si to prevrtel nazaj. Veš, kad je na projektorju, kad je utrgal trak, ne, in si ga mogel pol zalepati z nekim z unim sekundnim lepilom in se je pol videli in je to, veš, kad je to preskakval vse, mislim, stari moj, to je bila cela drama. Tako so se redili montažerja, veš, kaj uno, ne. Tako se redila. Mislim, niso bili to lahki časi za mladino, no. Ne tako, kad danes, kad YouTube, ne YouTube, RedTube pržgete, ne, pa je vse skupaj, ali pa Pornhub, ali pa ne vem, karkoli. Mi smo imeli res del s tem. Najprej smo govorili to postaviti. Fotor je imel tudi lepo kolekcijo, ampak je imel pa starte vroče kaje, pa vse to, ne. Hard copy. Mulci je bil tako živček, da sem rekel, da si jaz malo tole sposodil. Nekaj, ki ima fotor to vse preštet, pa ve točno ve, kje je kjer. Pa tako štos je bil, pol metra, ne. A veš, pa sem rekel, stari, če od spod 3 vzamem zihar na uvedu, ti si zapomnim, kje so bili, pa ne. Pa še stripe je imel, take dobre, res, ti so bili lepo narisani, mislim, tako fajn. Fajn. Si sposodil za teden, lušen je bilo, pa nesel in tek nazaj. Vidiš, lepo si skrbel. Sploh upazili, ne. Najboljše je bilo pa to, ker smo pa drugem frendu, ki je imel pa video rekorder in je imel neke te Josephine Mutzenbacher. Vem, da smo gledali in fotor enkrat uleti nemške, ne, ker so z Nemčije prišli, ker so bili, a veš, so bili, ne, v bistvu, kako se reče, ja, pač, ne. Migranti, samo da so šli v drugo stran. Ne? Večina se nas je nemščine tam učili. Ne? Stari, v glavnem, mi gledamo Josephine Mutzenbacher, leh softporn, brez veze. Zdaj, če to Mutzen pokaže, bi rekel, pa kaj to National Geographic ali kaj. Stari, mi smo slišali avto pred bajto, z balkona nas je poskakali 5 iz dnevne direktnega, razumeš? Kaj da nas ni bilo. Tako da ja, dobro je bilo. Vidiš, pa še za fiskulturo so skrbeli. Absolutno. Se veš, kako je, ko so včasih rekli, kva prdrkajno najbolj trpi ušesa. Ja, valjda, absolutno. Se strinjam. En od mojih prijateljev napisal komad na to temo, sam Kurcka ga je pozabil, ker je že toliko cajt, kar ga je napisal. Jebem. Ja, ok. Dajmo pojmo na planet Zemlja. Tako. Ne, Zemlja je konc. Ja, ne, tukaj je pač na planetu Zemlja. Denimo vedno imelo... Kaj je bil popularen fakt? Fakti bruti so bili na Zemlji, kakšen je bil, ne? Da smo mislili, da smo mi najpametnejši na svetu, ne? Na Zemlji. Mislim, vsi smo bili na Zemlji, smo bili definitivno... Ja, niti ne. Najpametnejši, ne? Mislim, smeli smo se, sami sebi se še zdaj zdimo, ne? No, itak. Kar je žalostno, ne. In se imamo res za cvet evolucije, ne? Tako, ampak žalostno fakt je, da mogoče... Ne, pa se to nam je tudi kar dobro ratal, to moram reči, ne. Čiru, nam je dobro. Da evolucija nam je kar dobro ratala, ne. A veš, da med vsemi človeškimi vrstami, ki so bile, preden je Homo sapiens zavladal svetu, smo se kar dobro ven potegnili, pred unim ostalim. Ali smo jih pa pobili? Vse o tem smo se že pogovarjali. Ne, to smo že rekli. Mi kromanjonci, ne? Tako. Smo mečkan zrihtali. Smo se pogovorili z njimi. Zgodovino napisali, ne? In je zdaj to vse v redu. Tako, kot pač mi hočemo. In je zdaj vse v redu. Ampak dosegli smo pa, kukar avtor pravi, da se vrnemo končno malo na knjigo. Koliko to sem jaz prej hotel napeljati, ampak sta briljantno odpeljala spet stran. Kaj, hotel si na knjigo napeljati? Ne, sem hotel napeljati na kolo, stari, na kolo. Prva stvar, da smo dosegli toliko pomembnih reči. In prva, ki je avtor omenja kolo, druga je New York. Ja, tako. New York je pa vojne. Ko sem to prvič bral, sem bil ful navdušen nad tem, da bi šel enkrat v New York, da bi res šel. Ja. Res bi šel. Pa vem, da je ena frendica šla in mi je poslala kartico z New Yorka, še zdaj jo imam. In je napisala, mislim, da bi ti bilo tle res všeč. Jaz sem šel pol sicer 1000 let kasneje, pa mi je bilo še zmeraj všeč. A ti je bilo všeč? Ja, no, mislim, fajn. Okay. Tako da v redu. Cool. Edin,
kip svobode je res mehen. Zdaj, ko greš mem, se ti ne zdi tako, kot takrat, ker veš, ko si dejansko šitit, veš, ko si bil na čovnu, mislim na ladji, pa si šel, pa si prišel do Ellis Islanda, pa zraven je bil kip svobode, to je bilo obljubljena država, valjda, to je bilo čisto drugače, kot jaz, ko sem se mem pelil, pa tako, ok, še kar brez veze, srednje, no. Tako se mi zdi, srednje kul, a veš. Ja, mislim, kad tu stolpnice, pa to se mi zdelo. Ja, zdaj je tisto, recimo v primerjavi s takrat, ko so kip postavili, tam je stvar precej impozantna, verjetno bila videti, ne? Yep. Danes, ko jo pa vidiš v kontekstu mesta, ne, je pa stvar precej brezvezna za videti. Ne. Yep. Mislim, še zmeraj je tam, mislim pa je. Še zmeraj je tam, ja. Mislim, je, ne, ampak veš, recimo, ne vem, leta, kjer so ga postavili. Francozi so ga častili po revoluciji. Tako, 1800 nekaj. Ne vem, ampak no, rečemo, da si ti prišel 1902, tja, ne? Ja, valjda. Pa je v kontekstu mesta je tisto zgledal neki hudo, ne? Kaj ga pa danes vidiš, je pa... Valjda, Manhattan je bil na 4 štuke, a veš, ne? Cel Manhattan je imel 4 štuke. Manhattan je bil še zmer tam travnik. Na Wall Streetu je bil zid. Sicer ne vem, zakaj so ga naredili, ampak zato se reče Wall Street, ki je bil zid, ki je mejil na neki pa na neki. Res je kaj? Ja. Meni se zdi, da so bili še te Nizozemci, da so naredili mejo med, ne, da od zgoraj od Wall Streeta ti se divina pa indijanci, da od spod so pa ljudje živeli. Smo pa normalni. Ja, smo pa normalni, smo pa ljudje. Ja. Neka taka fora. Bom najdel pa dal zapiske, da bo vsaj kakšni zapiski. No. V glavnem Kolo in New York. Ne, tako, in vojne. In spet smo prvi vojna. Res se nismo ustavili. Ja, nekaj ne smemo, ker ni politično korektno. Vojne. In vojne, to je bila. Po New Yorku so bile pa vojne. Ena boljših pogruntavščin tega kromanjonca. Tako, ja, tako. Ena res boljših pogruntavščin, ki pač mečkan zmanjšuje svojo vrsto, ne? Tako. Apex Predator, ne. Skratka. Kje smo? V glavnem. Pri delfinih. Pa vojni. Še omenjali jih nismo, stari. Ja. Še to, še ta udarc. Tukaj delfini so pač, niso bili toliko, ne. Oni so vedeli, da vogoni pridejo, ne. Medtem, ko nam se še sanjali. Tako je. Ampak očitno njihovi komunikologi pa naši komunikologi se nekako niso posinkali. Ja, spet je komunikacija problem, ne, kot velikrat. So oni v bistvu skakali za žogo, pa žvižgali za dodaten posladek, ne, in so pač delali salte, vse, ni da ni, kar so hodili. Tudi hodili so nam povedati, hodili so nam povedati vse to. Hodili so nam povedati, da pač ne. Ne, ampak a sta videla? Kaj sta videla? Ne, če ste videla, da so zdaj neke te umetne delfine naredili, ki so čist, da jih bojo menjali, pa zdaj v teh parkih, ki skačajo za žogo, pa za ne vem. A to je pa lepo. A da že ni... Da zdaj bojo to neki, ne vem, silikonski. Aha, ja, pa se prav. Delfin bo skočil za žogo ali neki. Kar res trpijo, ne. Mislim, a veš, ni, mislim... Mislim, valjda, da trpijo. Vsaka živalka je tam, ne. Ni fajn, ne. Nima se fajn. Sam v resnici je pa ful ogroženih vrst, sam še v živalskih vrtovih, pa teh rezervatih, ki jih pač drugje smo jih že potomali. Ja, itak, no, to je tudi. Mogoče bolj, da so v živalskem vrtu, ko saj preživi, da jih ubijamo. Ja, mislim to, kar sicer to je res. Pač radi ubijamo živali. Mislim, ene bolj, ene manj, ampak več ali manj gre črta proti ekstinkciji, ne. Če se nam prej mi. No, če lulček bolj stoji zaradi, ne vem, kože, ne vem, kjer je dlake, je pol, valjda moraš to potovčiti. To. Mislim, ne. Ja, lej. To rabiš to. To je bilo, veš, uno, ne. Zdaj, ja, lej, kaj pa. Ja, itak. Ne, pa naraven, veš, naraven je. Ja, nam se s to kemijo futro. To me noš na fuku. Ja, v glavnem, zdaj smo v tem, da je prišel čas, da Dunja pove
citat in Tako. to je poslednje delfinsko sporočilo, tako da Dune, prosim. Poslednje delfinsko sporočilo, ki je zabeleženo kot osupljivo zamotan poskus dvojnega vzvratnega salta skozi obroč ob žvižganju ameriške himne, je v resnici pomenilo z Bogom in hvala za vse ribe. Ena sama vrsta na planetu je bila razumnejša od delfinov in njeni člani so preživeli veliko časa v laboratorijih za vedenjske raziskave, kjer so gonili tekalna kolesa in izvajali grozljivo in elegantno neopazne poskuse na ljudeh. Dejstvo, da so ljudje tudi ta odnos razumeli čisto narobe, je bilo povsem v skladu z nameni teh bitij. Dunja, hvala, se slišimo in se poslušamo še enkrat, drage poslušalke in poslušalci, če vas zanima vesolje, na prijetno, poljudno, znanstven način, temna stran Lune v vseh podcast odjemalcih in zajemalkah. Ja, no, ampak mislim, ne vem, zakaj je mogla biti glih ameriška himna, ne, ob tem poskusu dvojnega vzvratnega salta. Ja, lej. Ne, ampak očitno pač tako delfini govorijo. Ne. Jaz bom rekel, pač verjetno so to v Ameriki imela, veš, pa takrat je bil fliper popularen zihar, ne. Res, ja. In veš, vse to je to, po moje to, ne. Pa, če ne drugega, ne, kdo je najboljši odigral Star Spangled Banner, ne, veš, ostalne, da Jimmy, veš, Jimmyjeva varianta je mogoče. A da je Jimmy tudi delfin? To nisem mislil, ampak Zdaj je smo bilo to. pa zapletli. Zdaj je delfin. Zdaj smo pa zapletli. Zdaj je bil Douglas to mogoče, da je slišal na Jimmyja, kako je igral na Woodstocku, ne, pa je rekel, pida, evo. To je pa to Lega cool. delfina. Lega delfina. Dobi se, da je to omaž v bistvu Tako. Jimmyju pa Woodstocku. Tako. Ja, ok, cool, to se mi zdi kar lepo. Kakor vemo, je Douglas je bil klasičen rocker, ker je Tako. živel včasih, ko je bil klasičen rock, še čist navaden rock. Klasičen. Ja, zdaj se mu Ok. reče klasičen rock, mislim, Američani pravijo classic rock. Ja, itak da je, ne. Pa zdaj, Tako da, ja, no. ja. Kaj je bila to še čisto ok muska. Ne? Ja, tako, no, Normalna, pač ja. ti si rekel, Ja, to takrat je bomo bilo pa to pa radi popular, ne. poslušamo. Zdaj ni več to, ne. Ja. Zdaj ni to popular. Ja, zdaj pač imamo Zdaj it's a classic. te paročalnike. Ne. Ampak srčka ne. A, Je bila pa ena vrsta na planetu, ki je bila pa mnogo pametnejša od delfinov. Ne? ja, Ja, in to je ta vrsta, o kateri že skozi govorimo, ta +2, ki jih skozi Ne štejemo. govorimo. Ne, skozi jih poštevamo, ne. Preštevamo Plus dva, jih ne. pa ja. Ja, Samo ne, Pa skozi jih štejemo. ja, ampak to Tako. zato, ker mi vemo. Ker Ja. drugače en nepozoren poslušalec ne bi se z lahkoto mem tega zdrsnil. Ne? In najbrž tudi so. verjetno res. Sej, moram reči, da sem jaz tudi kriv tega greha. Ne? Ja, tudi jaz v začetku, v prvih v začetku, dveh, treh ja. branjih zihar. Tako, v začetku. Zdaj, tega, prosim, ne zdaj smo povedati, vsi krivi. da ne, mogoče če kdo bere, da ga ne bomo presenetili. Sicer res, da smo rekli zakvarnik, ampak lej. Ja, ne, pa se tle čisto lepo napiše, da ne. Sej, bolj z tega opisa si že mrz Sej že zna da- prebrati. ne. Ja, saj ne. Sej Dune čisto, že ko ste Dune slišali, vam je bilo najbrž jasno, zdaj ne bomo mi še enkrat ponavljali, Tako, Ne. tako. kaj ta bitja so, ker ne smemo, ker tle pride pečina v bešalnik. Točno to. Tako da, to je to, ne. Prišli smo do... Od britkega konca, Do bridkega recenzij konca. tudi ta teden, ne, tako da smo pač malo žalostni. To je pa to. Lahko nam pa pošljete pismo, pa nam povete, kaj je v redu, pa kaj ni, na hvalo za se ribe afna za vpl.com. Ja, le dejte. Ali nas bo povabil poslušalstvo? Kam naj povabim poslušalstvo, če kamor ne smemo? Ja, ne, ja. Da citat preberajo. Kam naj vas povabim na izlet? ali kaj? Ja, lahko Ne, lahko da pokličejo po telefonu ali pa whatever. Ne, da pošljajo citat ali karkoli. Kje? Da hvala za vse ribe. Ne, hvala za vse ribe.si. Tako, Tako. ok, v redu. Še vedno in še zmeraj smo veseli vaše podpore. Zdaj, tiskali smo prejšnji teden rekli, da v bistvu teli mikrofoni za lockdown prihajajo, so že na poti. Tako da naslednjič se najbrž že oglasimo, vsaki svoje Čumnate. čumnate. In boste slišali, kako bo to dobro. Tako da zato ste pa najbolj, ne najbolj, zato ste pa zaslužni samo in izključno Luka, Blaž, Matej, Jure in Primož in neimenovani Junak. Tako da hvala lepa
Vsi ostali, ki nas poslušate in ki nas slišite, mislim, ne zdaj, ampak v naslednji epizodi je to samo zaradi prej omenjenih fantov. Če pa nimate, pa ne morete, ne bomo nič slabe vole, lahko nas, kot smo že rekli, priporočite komu, poveste komu, da obstajamo, ali pa sam pokličete unga prijatelja, ki ga že 10 let niste, pa sta včasih ful rada kakšno v štoparcu pač razdrla, koliko je bilo kul, pa koliko je to fejs knjiga. Tako. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš na hvalazaseribe.si. Fjartik. Hvala lepa. Hvala, ajde, živijo. Ajde, čao, pejte videti, da je na bojo...